neko deloviso v našem kolektivnem spominu, povezano z delovanjem slikarja Toneta Kralja. O tem boste izvedeli več v nadaljevanju sveta, ko bo sta v knjigi spregovorila avtor dr. Egon Pelikan in dr. Peter Dobivec, ki stoji na moji desni strani. Morda za začetek kot urednik knjige omenim le nekaj ljudi, ki so pomembni za to, da je knjiga danes v naših rokah takšna, kot je. Na prvem mestu bi omenil Matjaža Prešerna, ki ga žal Matjaža Prešerna, ki je prispeval fotografije za to izjemno monografijo. Potem je dr. Milček Korel avtorju s svojimi tehtnimi pripombami pomagal pri dokončanju tega zahtevnega dela. Oblikovalka knjige je Pavla Bonča in mislim, da je s svojim delom vstopila okrog tisti, ki bi morda prišli poštev za kakšno nagrado pri oblikovanju monografij. Tehnično knjigo uredila Mirjam Bezbirc, sodelovala pa je pri oblikovanju tudi Suzana Duhovnik. To so vse ljudje, zaradi katerih je knjiga danes res tako lepo knjiga pred nami. Delo je podprla javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in to je tudi stvar, ki jo vredna seveda velike pozornosti. Še dva človeka bi omenil, monsignorja škofa doktorja Jurija Bizjaka z Koprske škofije, ki je avtorju omogočil, da je raziskoval po vseh cerkvah na Primorskem. Potem pa je tu še monsignor magister Renato Poderšič, ki je avtorju prav tako pomagal pri formuliranju posameznih misli v zvezi s Svetim pismom. Ta izjemna monografija torej govori o slikarju Tonetu Kralju. Ob tem pa vsem nam, ki jo bomo prebirali, odstira še delček drugih dogajanj in konteksta, v katerem je on deloval na Primorskem. Tu mislim predvsem na tajno krščansko-socialno organizacijo intelektualcev na Primorskem pod fašizmom, ki je v knjigi predstavljena, jaz mislim, za splošno bralstvo prvič na ta način. Tako da, ko smo pred leti, si še se spomnite, nekako odkrivali dejavnost Tigra, tako se zdaj pred Slovenci naenkrat odkriva neka dejavnost intelektualcev, ki so se borili za obstoj Slovencev v tistih najtežjih časih za naš narod. Avtor se sprehodi skozi življenje slikarja, predtem pa obravnava predvsem njegovo delo. In to ne stališča umetnostno-zgodovinarske presoje, ampak stališča zgodovinopisja. To se pravi, monografija je v resnici zgodovinska knjiga. Pojav, ki ga pred nami razkriva, je tudi verjetno za marsikoga od nas relativno neznan. Gre za tako imenovano markacijo slovenskega etničnega prostora na skrajni zahodni meji našega etničnega ozemlja. Več o tem bo spregovoril avtor, mislim, da je to izjemno zanimiva tema. Ta veja zgodovinopisja je relativno mlada, ki se ukvarja z tem, kako so posamezni ljudje, narodi nekako zaznamovali prostor, ki jim je pripadal. In te meje večinoma niso identične mejam političnih takih. Tako se je zgodilo tudi tukaj. V najtežjih časih za Slovence najbolj črnih je
prijele, zaprle, bi se lahko končalo z hudimi posledicami, jaz mislim, da je lahko tudi smrtje. Po drugi strani, vsaj tako sem jaz doživel knjigo kot bralec, je njegovo delo med drugo svetovno vojno, ko je bil v bistvu dokazan kulturni mok. Lahko za kakšnega pregreteža, ki neki ni vedel, kakšno je njegovo poslanstvo, tudi bilo lahko sprožilec za eksekucijo. Tudi teh je bilo kar nekaj. To se pravi, on je nosil svoj glavo na prodaj v času med obema vojnama, v času med drugo svetovno vojno, pa tudi po drugi svetovni vojni ni bilo z rožicami poslani. Delno je doživel morda neko satisfakcijo v tem začetku 70-ih let, ko je vendarle prejel veliko Prešernovo nagrado za svoje delo, mislim, da je 71. No, toliko samo za en kratek uvod o tej knjigi, ki boste videli je šokantna, praktično iz strani v stran. Listaš, pogledaš slike in pobereš besedilo doktorja Pelikana, mislim, dostikrat je sprelpisati. Tako da današnji dan se mi zdi, da se popravlja neka skritica, vseh narodov, kar se nas tiče, se popravlja ena stvar, ki smo bili kot narod dolžni in to narodo je izvrstno pravo doktor Pelika. V nadaljevanju vam bo avtor predstavil na kratko svoje ugotovitve, raziskave, ki je trajala skoraj 10 let.